Najprej naj se ti zahvalim, da si izbral to zgoščenko. Boš videl, zgodba, ki ti jo bom povedala, te bo navdušila. Slišal boš čudovito lepo zgodbo o Medžugorju. To je enkratna, očarljiva zgodba, resnična zgodba. Preden začnem, bi ti rada povedala nekaj besed še o drugih krajih po svetu, kjer si je prikazovala Marija. Pomembno je, da jih poznaš. Prepričana sem, da poznaš Lourdes. Morda poznaš tudi Fatimo na Portugalskem, Guadalupe v Mehiki. Potem je še Bene v Belgiji, Naša gospa iz Losa v francoskih Alpah, Knok na Irskem in toliko drugih krajev. In glej, kjerkoli si je Marija prikazala, vedno je prišla s točno določenim namenom. Marija ima svoj načrt. Ker je mati, vedno prihaja v dobro svojih otrok. Da, to je njen načrt. Marija nas ima tako neizmerno rada. Želi nam pomagati, da bi postajali bolj dobri. Želi nas potolažiti v naših stiskah. Govori nam o Jezusu in nam pomaga, da bi ga še bolj ljubili. Vabi nas in nas uči živeti tako, kot Bog želi, da živimo. Na kratko, prihodi naše nebeške mame na ta naš svet so za nas veliko darilo. Naj ti povem nekaj primerov. Ko se je prikazala sveti Katarini Labouré v njenem samostanu na Rue du Bac v Parizu, ali veš, kaj ji je dala? Daj, malo pomisli. Čudodelno svetinjo. Marija nas je tam prosila, da nosimo to njeno svetinico kot znamenje, da se izročamo njenemu varstvu. In koliko čudežev in znamenj njenega varstva se je zgodilo po tej svetinici. Še drugi primer. Po Marijinih prikazovanjih v Guadalupi v Mehiki in po njenih čudovitih sporočilih je več 1000 Aztekov sprejelo krst in postalo kristjanov, čeprav do takrat niso poznali Jezusa. In v Lourdu si že videl fotografije množice bolnikov, ki se zbirajo pred Lurškovo tlino? Nepozabno. Marija jih čaka, da jih potolaži in vlije novo moč in včasih jih tudi ozdravi. In glej, Fatima na Portugalskem. Marija je prosila 3 male pastirčke, bili so še otroci, naj molijo rožni venec in delajo male žrtvice. In kaj se je zgodilo? Po njihovih molitvah in žrtvicah se je lahko ustavila strašna prva svetovna vojna. O, spomnila sem se še ene lepe zgodbe iz Italije, ko se je Marija prikazala Brunu Cornacchioli in njegovim 3 otrokom. Živeli so blizu Rima. Ta Bruno je bil kriminalec in je hotel z nožem ubiti papeža Pija 12., si predstavljaš. Prikazala pa se mu je Marija in popolnoma se je spremenil. Šel je celo v Rim k papežu in mu podaril nož, s katerim ga je hotel ubiti. Prosil ga je odpuščanje za svoj hudobni namen. Vidiš, Marija mu je pomagala postati dober. Si opazil, da Marija pogosto izbere ravno otroke, da njena sporočila prinesejo svetu? In to predvsem otroke, ki ne živijo v preobilju. Zakaj tako? Na to nam odgovarja Jezus, ko pravi: Blagor čistemu srcu, kajti ti bodo Boga gledali. Otrok ima srce bolj čisto kot mi odrasli, ker je manj grešil. Njegovo malo srce je še kot novo, še sveže, kot bi pravkar prišlo iz rok Boga, stvarnika. Pogosto Marija izbere tudi male pastirje, ker živijo zunaj, v naravi, in so tako bližji Božjemu stvarstvu in stvarniku. Živijo preprosto življenje, zato niso obremenjeni in raztreseni zaradi vsega, kar se sliši na televiziji ali na internetu. Njihova duša je še čista, sveža, zato zmorejo občudovati zvezde, poslušati veter, opazovati letne čase.